Robert, ti si tako slikar kot tudi filmar, a ne? Kar je recimo rezultiralo tudi v nagradi za scenografijo na lanskem festivalu slovenskega filma. Čestitke. Hvala. Ampak hkrati bi pa rekla, da se to morda, mogoče samo po mojem mnenju, vidi tudi v filmu. Zdaj me zanimata dve stvari, tako eno vprašanje pa podvprašanje. In sicer zdi se, da se v svojih tako filmih kot slikarskih ustvarjalnostih ukvarjaš z enakimi vprašanji ali pa da raziskuješ enake zadeve. Pa me zanima, če je to res. Potem pa še eno podvprašanje me pa zanima, če se ti zdi, da tvoje ustvarjanje na obeh področjih nekako ni tako zelo ločeno, kot bi lahko mislili, ampak da se nekako pretaka iz enega v drugo. Dober večer najprej, pa hvala da ste se udeležili v takem velikem številu te premiere. Torej, tako v slikarstvu kot v filmu gre za zelo zapleteno mrežo vizualnih odnosov ali pa zelo kompleksen konglomerat občutij, predvsem filmov, kjer je gibljiva slika. Tako da zdaj pri meni kot slikar, ko delam slike, ki so inspirirane z filma, torej me zanima tisto, kar v filmu ni vidno, postane v sliki vidno, z filmom pa poskušam torej z vidnim ustvariti nevidno. Tako nekako. Okay. Pa zdi se pri Ptičarju recimo, tvoja režija nekako pač sestavljena je iz statičnih kadrov, a ne? In vendarle seveda se ljudje ali pa stvari po kadrih gibajo, ampak se vseeno zdi blazno precizno, vse gibanje blazno precizno zastavljeno in nekako začrtano in znotraj kadra umeščeno, a ne? Pa se mi zdi, se ti zdi, da je to mogoče slikarski vpliv ali da bi... Ne, gre v bistvu za čisto preprost koncept. Torej v gibljivih slikah poznamo dva koncepta, to je zaprta pa odprta forma. Jaz sem se odločil za zaprto formo, torej kamera narekuje dogodek, pri odprti formi pa dogodki narekujejo kamero. Tako da ta koncept sem uporabil. Ampak bi lahko rekli, da je znotraj te zaprte forme še ena zaprtejša forma. Na nek način se mi zdi, da seveda okvir kot ena osnovna enota filmske govorice, a ne kader, tudi verjetno slikarstva. Ampak se zdi v tem filmu, kot da zapiraš še v nove okvirje dele slike, ampak zdaj smo mogoče glih v letošnjem letu videli nekaj filmov, ki to počnejo, recimo zadnji film Janeza Burgarja pa tako, ampak je čisto drugačen efekt, tam je klavstrofobičen efekt, a ne, nek vtis stisnjenosti, brezizhodnosti, medtem ko se mi zdi, da v Ptičarju čez te druge okvire odhajamo v nove svetove, se odpirajo novi svetovi. Ja, zdaj osnovni koncept filma, torej ko se sprehodiš skozi zgodovino in želiš se referirati na določen specifičen film, potem se vprašaš, kako zdaj to izvesti. In seveda skozi cel film tudi ta kletka pomeni nekakšno kamero obskuro za mene. V tem siti, se pravi, imamo podobno situacijo kot recimo, če na primeru recimo dvoriščnega okna, ko glavni junak Jeff opazuje dvorišče in gledalec je v poziciji, kot da se pravi, smo v tej sobi, ki je nekakšno oko in gledalec je, kot da bi bil izza mrežnice pa opazoval, se pravi. Tako da, se pravi, mi gledamo
nekoga, ki gleda spet naprej in potem morda, tako kot je na koncu ta scena, naenkrat gledalec postane gleden. Tako da zdaj inspiriral sem se pa predvsem za ta koncept v filmu, v zadnji sekvenci Sunset Boulevarda, kjer se pravi Gloria Svensson, vemo kako se konča, Gloria Svensson gre po stopnicah dol, je v nekem svojem filmu, ker je pač zagrešila umor. Potem, se pravi, mi gledamo en film, ona je v svojem filmu, misli, da snema film, Erik von Stroheim pa pove akcija, ne, se pravi, on pa snema tretji film, tako da ta koncept, ta trojnost je praktično skoraj da vseh kadrih prisotna. Mogoče vprašanje za Marušo, kako pa potem filmska igra v tej, kakor je omenil Robert, zaprti formi, ko kader narekuje tvoje gibanje, tvoje še kaj? Moram reči, da je to bila kar posebna izkušnja, no. Mislim, pa če bi jaz najprej videla film, pa pol to delala, bi mi bilo še mogoče, mislim, ne bi drugačno, ampak se mi zdi, da bi mi bilo še bolj malo jasno, kaj. Film, ta film? Ta film, ja. Tako kot je on zdaj rekel, če bi jaz videla ta film, bi ga potem, a veš, mislim, ker je, ne vem, ne znam primerjati tega dela in tudi ne prav zares filma z ničemer, kar sem počela prej. In mi je pa težko ga ubesediti zaradi tega, ker ni prav zares nič racionalnega bilo v tem mojem delu tukaj. Tudi Robi zelo intuitiven, hkrati pa pred kadrom pove nekaj takega, kot je zdaj. Mislim, tako pride Gloria Svensson, kaj si zdaj rekel, kaj? Nisem čist, če bi vedela, mislim, se pravi, če bi videla film, bi bolj mogoče še bolj, mislim, ne verjela, no, se verjela sem, ampak tako bolj, še se bolj spustila, no, ne vem, kaj, zelo je bilo intuitivno, čist na licu mesta tako izgledalo, hkrati pa se meni zdi, ko sem videla film, oziroma tudi iz tega, kar je Robi govoril, da je vse zelo narejeno, mislim, zelo splanirano in zelo natančno in v bistvu nek tak arzenal neke vednosti ima Robi za sabo, ki ga ima res redko kdo, ki ga jaz srečam v svojem življenju in tako. Zato zelo, mislim, glede na to, kako je film v bistvu meni tako meditativen, zelo umirjen, je v bistvu pa kar divja vožnja, no, zame, mislim, tako. A pa so bile priprave vezane na spoznavanje, ne vem, zgodovine filma ali pa teorije? Ne, to je Robi malo tako sproti, ni dal nobene naloge, tako jaz bi se vrgla v to, če bi se odločila. Sta pa imela, no, to sta pa drugače. Ker ti nisi bila vezana direktno. Je tako, ja, ne. Bila vezana indirektno v direktno. Tako razumem, ja, razumem. A pa bi Pavle mogoče pol povedal to, če kaj o... Lahko sedim, ker sem na pol invalid. Dobro, hvala. Robi me je res najprej pokazal nekaj njegovih filmov in me zelo previdno vprašal, če jezbine, sem rekel, veš, da bom, ne. Ampak potem pa sem res bil deležen take, kaj bi rekel, res lepe filmske izobrazbe, ker teh stvari nisem vseh poznal. Tako da sem vedel, kje približno sem, ne. No in imel sem to srečo, da sem prišel na Goričko, ko se je film že snemal, ne, in seveda kot radoveden taček, ne, sem potem gledal, ne, in sem videl, ne, da je to nekaj, kar je zame, ne. Gre predvsem za to, da kamera igralce pusti čas, ne, in torej, da ni nek napotek v neki akciji, v nekem določenem času, ampak je čas se lahko raztegne v večnost, ne.
In potem na gledalca te stvari delujejo nekoliko drugačne. To, kar je zdaj povedal Robi, jaz takrat nisem vedel, ne, ampak spoznal sem ob gledanju filma in takrat ob teh sekvencah, katerih sem bil prisoten kot nesodelujoč, ne, da iz samega kadra, ne, pa seveda tudi iz igralca govorijo še stvari, ki niso ravno ozaveščene, ne, ampak da spregovori tista njegova notranjost, ki jo pravzaprav samo slutimo. In sem bil presenečen, ko sem sebe gledal, dobro, pustimo še ne stvari, ampak moram pa reči, ne, da, ker sem pač po poklicu igralec in da ne bi rekel, da o teh stvarih, ki veliko vem, ampak vem, kako ene stvari težko narediti, ne. Ampak se mi zdi, da ni v celi ekipi, sebe bom izpustil, da ni trenutka, ko igralcem ne bi verjel, ne. In vsa čast tem, tudi tistem, ki te izkušnje nimajo, ne filmske, ne gledališke, ki se s tem ne ukvarjajo profesionalno, ampak vsi po vrsti so enostavno zame genialni. Hvala. Pa bi Robert te zdaj potem vprašala, da morda se zdi, da različne like ali pa igralce ali pa igro ali pa tudi jemlješ kot različne elemente v filmu. Da je Maruša predstavlja nekaj drugega v filmu, ne enega izmed likov, tako kot pa Pavle, pilot, Ana. Seveda, ja, pravilno ugotovitev. Torej, nekaj malega poznam z zgodovine teh različnih pristopov režiserskih in režiserke zelo različno pristopajo in mi smo poskušali vstopiti v ta film skozi stranska vrata in kaj sem mislil prej, to, da včasih morda ni dobro, da vsi igralci poznajo cel scenarij, karkoli se bo zgodilo, torej, da so bolj prepričljivi, tudi določene posebnosti, lastnosti karakterjev smo torej sproti razvijali, tako da zdaj nekih priprav tudi Pavle, ko je govoril največ v bistvu, je se pravi, on se je naučil tekst, vse to, ne, ampak potem sem jaz povedal, da glej, zdaj pa pozabi na vse to, pa gremo tako nekje od zadaj, ne, da probamo čist, tako da se mi zdi, da sem nekje od zadaj poskušal film potegniti. Meni tudi recimo ta način, ki je bolj podoben haiku kot klasični montaži, ne, se pravi plan, kontraplan. Meni je to vse jasno, ampak nisem hotel ponavljati nekaj, kar non-stop gledamo po kinodvoranah. Tako da, zdaj, koliko je pa uspelo pa. Pa eno vprašanje potem za producenta. Kako pa je potem Robert nekako dostavil ta scenarij poln vprašanj, rečemo temu, ali pa raziskovanj? A je to bilo nekaj, kar se je dal kot eno konstrukcijo, produkcijski plan, ali kako ste pristopili temu filmu? Ne, scenarij bi na začetku za kratek film, ki je naslov Kolesar, že vrsto let nazaj. Pol je Robi enkrat prišel do mene in rekel, itak bom jaz ta film posnel, drugače ga ne bom nikoli in moram reči, da sem jaz dvome, zato ker celo včerajšnji film je prevelika stvar, da se ga snema popolnoma brez sredstev in tako, ampak videl sem, da je on pač entuzijastičen, da bo vsekakor šel v to in smo rekli, pomagamo lahko tako, da probamo zagotoviti nekaj sredstva za postprodukcijo in to in je pač rezultat požrtvovalnega dela vseh teh, ki so bili na špici igralcev in vsega, brez njih seveda tega filma ne bi bilo, zato ker budžet je bil na začetku nič, ampak hvala Bogu, da smo pa vsaj nekaj sredstva za postprodukcijo
zagotovili, naredili še 5 dodatnih dni in stvar pripravili do konca. Zdaj, Robert, še vprašanje govoril si o Bulevarju Somraka, ali kako je prevod. Ampak vendarle je mogoče glavna inspiracija te Slepi soprogi, Stroheimov prvenec, ali nek okos te filma tudi, na katerega pa naslov Ptičar pa... Zdaj, morda mnogi ne vedo, da je Stroheim torej prvi začel prvi se je približal nečemu, subjektu ali objektu zelo blizu in počakal dovolj dolgo, kaj se bo pač zgodilo, in to se je zgodilo torej 1919 in Richard Kozarski, en filmski teoretik, pravi, da pred prihodom Orson Wellesa, torej Citizena Kanea, je veljal za najbolj impresiven film sploh v zgodovini. Potem v nadaljevanju seveda je bolj pomemben še Grid, ampak jaz sem se nekako odločil za to, ker me je zanimalo tudi ogromno inovacije filmskih v tem filmu, ko sem ga proučeval. Tako da seveda potem, kako zdaj to povezati, te elemente. Tudi Stroheim, če se spomnite tiste zaključne sekvence filma Pohlep, je kanarček, ki je podoben našemu kanarčku. To smo tudi dolgo raziskovali, da verjamem. In torej Stroheim je uporabljal ptiče kot metaforo za medčloveške odnose. To sem na neki točki raziskoval in tisti moment, ko ga vidimo v filmu, ko ona, se pravi protagonistka filma Slepi soprogi, lovi ptiča, v bistvu ne more ujeti. In to je spet eno posebno sporočilo, o katerem bi se dalo govoriti. Tako da to so te neke, morda še samo v zgodovini, torej Rusi se ukvarjajo z manipulacijo montaže, Nemci torej jih zanima slika, torej manipulacija s sliko, Stroheim pa gre dovolj blizu, tako kot se danes snemajo filme. Ampak to je v resnici pol tudi eno vprašanje za Marušo, sicer preden sem zdaj vedela ta postopek, sem imela drugače formuliran, ampak v bistvu je ene nove vrste bližnjak, Stroheim uvedel, bližnjak, ki res čaka, kaj se bo zgodilo. In s tem tudi nove vrste filmsko igro, ki ni več ekspresivna, ampak je nekako ponotranjena. Pa me zanima čistko, a še zdaj bližnji plan za igralca pomeni nekaj drugega, kot če se snema Total. A ti, potem uravnavaš sebe ali itak se ves čas uravnavaš tako? Jaz nekako po izkušnjah se mi je vedno najboljše obrestovalo, da je enako meni. Mislim, da sem moram vedeti, da ne skočim ven, neke tehnične stvari, to včasih, ampak drugače pa sem z neke te šole, ne, na šoli so nam v bistvu govorili, da je drugače, ampak jaz načeloma vedno delam, tako se malo odločim, da bom vedno naredila enako, mislim enako, da mi je vseeno, če na veliko ali majhno, da nekako zaupati, kaj se ujame, no, ne vem, nekako, ja. Sem nekaj povedal. Nekaj bi dodal, pri Maruši, torej mi, ko smo štopali, ko smo tajminge delali, praktično, recimo, kader, 4 minute, 5, 7 minutni kader, 3-4 sekunde odstopanja, drugače pa vse, to kaj takega redko vidiš. Ok. Ja, je pa... Ne, je pa... Hvala.
Je pa zelo redko, da nekdo pusti teč kamero 4 minute, pa, ne, v kateri si sam. To pa tudi zelo redko. Ne? Tako da česti aplavz za Roberta. Preko sem rekla, se mi zdi, da v tem načinu je, kaj sem hotela povedati s tem, da če bi videla film, bi prej, pa se mogoče pa ne bi bilo dobro, da, ker je toliko drugih elementov, ki je toliko v bistvu protagonistov, ne, toliko tudi sam igra, no. V bistvu je tukaj čim manj, ampak hkrati je pa to tudi ful težko doseči nekako, no, da ti nekako projeciraš, tako te rekel pa Pavle prej, projeciraš to neko notranjost. Mogoče pa je dobro, da ne vemo včasih preveč, no. Mogoče pa je v redu, da nisem videla filma prej, ker pol bi mogoče nekaj drugega hotela, kar ni, ne bi bilo prav, no, za to vrsto, če se razumemo, no. Neka spontanost znotraj njegovega delokroga. Ne? Tako je. A je mogoče kakšno vprašanje iz publike ali pa kakšno mnenje? Vljudno vabljeni. Prosim, a počakajte, sam mikrofon že teče k vam. Ja bi najprej čestitev za film, super film. Hvala. Pa me zanima samo od želje po omažu njenega filma. Od želje, da se pokloniti njenemu filmu. Ja, hvala za vprašanje. Torej, tam ravno 2 metra pred vami je gospod Karpo Godina in nekaj takega, kot je njega pripeljalo v Ljutomer, ko je, se pravi, posnel Umetni raj oziroma še predtem Fritza Langa. In sem se spraševal tudi, zakaj je Karpo posnel ta film. Prebral sem potem tudi to, kar je Zdenko Vrtlovc pa Jure Mikuš, kar sta napisala na to temo. In nekaj takega se mi zdi, da je tudi mene verjetno neka ljubezen, tudi na nekaj, kar je morda pozabljeno. Vemo, da določeni filmi so poškodovani, določeni so izgubljeni, določeni so, nekateri niso do konca zmontirani. Ustvarjanje filma je zares zelo težavno delo, tako da enostavno verjetno neka ljubezen te pripelje to. A sem odgovoril? Okay, hvala. A je bilo še zraven eno vprašanje, ali to ste bili skupaj, ne? Aha. Ja, jaz bi najprej rad čestital za ta film Robiju in seveda vsem sodelavcem, seveda tudi igralki, ki ni prej videla filma, preden ga je igrala, ne, kar je res zelo zanimivo, ker vsi si želimo, da bi naprej vedeli, kaj bi delali pa kako bo izgledali, ne, ampak moramo vedno na novo izumljati, no. Ampak jaz bi rekel tako, po dolgem času gledam ta film tako, kot gledam sliko ali pa berem poezijo, ne. To mi je zelo všeč, ne, čeprav delam pač z medijsko umetnostjo, ampak ta tok, bi rekel tak, haiku tok mi je blazno blizu in sem prav užival v teh stvareh. No, zdaj pa, kaj bi pa rekel tako, Robi je res s tem svojim poznavanjem, seveda ne bom našteval, ker sem ga imel na akademiji in sem mislil, da imam profesorja iz gledališča pred sabo, ne, ko smo govorili o nekih filmih iz zgodovine in tako naprej, ki so referirali za, sploh pomembni bili za umetnost, ampak hočem reči to, ne, on naredi kader, ne, kamera ujame ta kader, ampak igralec, ne, tisti, ki nastopa, mora preprosto tisti čas izpolniti, ne. In če ni dialogov, če ni ne vem česa, potem mora igrati res iz sebe nekaj, svojo notranjost, ne.
Tako da se mi zdi to zelo pomembno. Bart je rekel, ne vem enkrat, da je tam fotografija vojaka, mi ga gledamo v oči, ampak njegove oči so uprte v notranjost. In to se mi zdi, bi rekel, da pri tem filmu se kar en koncept tega razmišljanja realizira. Seveda na poetičen način. Ne mislim na obremenilno, intelektualno in ne vem kaj. Tako da jaz bi res rad, mislim, z veseljem čestitam vsem po vrsti. Hvala. Je še kakšno vprašanje iz publike? Potem bi jaz sam še eno zaključno vprašanje, me zanima, se mi zdi, no, seveda en ritem in tempo ustvarjaš za montažo, ki je počasna, a ne? Neke vrste počasni film oziroma slow cinema, kot se reče. In je zelo sodobna oblika filma, pa zelo tudi aktualna. Ampak zdi se mi pa, da z zvokom, ki je sicer realističen, ampak izjemno precizno doziran in pa, a veš, tako izpostavljen, tako bi rekla, izostren tudi, ne, vsak korak je res korak, ne, tako, da s tem tudi delaš neke vrste tempo filma, pa me zanima, kako si se zvoka loteval, ker vendarle je verjetno bil posnet hkrati s kadrom. Torej, dve stvari bi povedal. Prvič, verjamem v to, da se je film zares začel šele zdaj, ko smo zaključili z ogledom. Kar se pa tiče vsakega posamičnega kadra, prizora ali sekvence, je pa stvar taka, ne, da torej imamo dva prostora, konkreten prostor, tak, ki ga gledamo, in imaginarni prostor, ki je zunaj. In se pravi, verjamem v to, kar tudi razni teoretiki, recimo Deleuze, pravi, da je recimo v avtorskem filmu nekje 40-60% vidnega, torej 40-60 ostane nevidnega in potem je tu zvok. In zdaj, če je 40-60, torej ta procent prisoten, pravijo pa tudi to, da je 40-60% pomemben zvok. In če je zvok, se pravi, apliciramo na teh 40-60, ostanemo nekje na 20-30%. Torej je tisto, kar gledamo, zelo malo, ne. Vse ostalo je okoli, ne. Tako da ta rob me je zanimal. Ja. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Bi še vi kaj dodali? Jaz bi se sam vsem zahvalil, predvsem ekipe, Mihe, Maruše, Pavle, vsem moji družini, ki me je podpirala. Tako da to zaenkrat, pa tudi tebe najlepša hvala, da si sprejela. Sin je tudi precej zrasel od filma. Ja, hvala. Jaz bi še enkrat čestitala ekipi, celi ekipi, zahvalila se gledalcem in vas povabila na zakusko, ki jo je pripravil Tramal film, ob kateri se lahko še malo pogovarjamo o filmu. Takole, 1 na 1. Hvala. Hvala.